Če ste odlašali z rezervacijo poletnih počitnic, ker vas skrbi, da bi lahko konflikt na Bližnjem vzhodu znova povzročil motnje pri letih ali povzročil strmo rast cen vozovnic, brez skrbi, niste edini. Evropske letalske družbe se zdaj soočajo z velikim energetskim šokom, potem ko so spopadi okoli Perzijskega zaliva dejansko prekinili poti povezane s Hormuško ožino, ki je seveda ključna žila za dobavo letalskega goriva. Cene goriva so se v nekem trenutku skoraj podvojile in po vsej Evropi so se pojavili resni strahovi pred pomanjkanjem. A izvršna direktorica EasyJeta pravi, da potnikom ni treba paničariti. Vztraja, da bodo leti to poletje potekali po načrtih. Kljub temu letalske družbe opozarjajo, da se potniki obnašajo drugače, dlje čakajo z rezervacijami, pozorno spremljajo cene in skušajo ugotoviti, ali je ta geopolitična kriza le začasna turbulenca ali pa bo resnično preoblikovala stroške potovanj v prihodnjih mesecih. Zdaj bi rada besedo predala ekonomistu Alekšu Komanu, ki se nam je pridružil v studiu, da nam pomaga razložiti, kaj višje cene goriva in zaskrbljenost potrošnikov pravzaprav pomenijo. Torej, sporočila so zelo mešana. Lahko vam povem, kot nekdo, ki rad potuje, seveda letim iz Izraela. Čakam do zadnjega trenutka, preden rezerviram, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ampak seveda je to drugačna izkušnja za ljudi, ki so v tujini. Letalske družbe pravijo, da trenutno ni neposrednega pomanjkanja goriva, vendar so se cene letalskega goriva vseeno močno zvišale. Koliko pritiska bi rekli, da to povzroča letalski industriji, dobičkonosnosti, cenam vozovnic? Ali že opažamo, da se cene vozovnic zvišujejo? No, za letalske družbe je to neroden čas. Kot ste omenili, so bila nekatera glavna letališča zaprta, zlasti v zalivu, kot je Dubaj in podobno. Nekatere letalske družbe so šle v stečaj. Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air. Torej govorimo o vsaj 3 letalskih družbah, ki so šle v stečaj. In kot ste rekli, cene rastejo in ljudje so resnično frustrirani. Torej, te izjavo ne bi smeli jemati preveč resno, ker ni tako, da bi te izvršni direktorji vedeli, kaj se bo politično zgodilo med ZDA in Iranom. Ne vedo, kaj se bo zgodilo z Hormuško ožino ali kaj podobnega. Samo želijo pomiriti ljudi, reči, prosim, kupite vozovnice zgodaj, da bomo lahko mirno spali, saj bomo vedeli, da bomo dejansko zapolnili lete. Stvar, ki jo lahko upoštevajo, je dejstvo, da je svetovno gospodarstvo zelo agresivno. Tako da, ko se cene nafte zvišajo, nenadoma vidimo nove vire nafte, še posebej so Združene države postale pomemben izvoznik nafte in plina. Enako velja za Južno Ameriko in tako naprej. Ker je nafta v zalivu zelo poceni, vendar je zdaj zaliv omejen zaradi Hormuške ožine, nenadoma postane dražja nafta konkurenčna. In to je odlična stvar, ker ponudba nenadoma do neke mere ublaži problem v Hormuški ožini. Tako da mislim, da so to dobre novice, vendar jih je treba jemati z rezervo. Veste, seveda slišimo poročila, da ljudje rezervirajo lete kasneje. Kot sem že rekla, tudi sama sem to naredila zaradi vse te negotovosti okoli konflikta. Kaj nam to pove o zaupanju potrošnikov trenutno? In ali že vidimo, da letalske družbe, celotna industrija že občutijo posledice? So že utrpeli izgube, številne letalske družbe so izgubile denar, EasyJet je izgubil denar, Air France, Qatar Airlines sta izgubila veliko denarja zaradi odpovedanih letov. Tako je, kar nekaj letalskih družb pod pritiskom. Nekatere letalske družbe so se zavarovale pred nihanjem cen nafte, kar je za njih zelo pomembno. Torej so nekatere letalske družbe mislile vnaprej in poskrbele za to. Drag problem je šibek dolar, saj je veliko letalskih družb plačanih v dolarjih, kar lahko škoduje njihovim bilancam, odvisno od tega, kako plačujejo za nafto ali druge storitve, ki jih prejmejo. Tako da delujejo v zelo turbulentnem okolju, včasih temu pravijo popoln vihar. Ko imate pomanjkanje nafte, drago nafto in dolar, ki strmo pada. Vsa ta negotovost povzroča veliko kriz, ki jih je treba takoj reševati. Mislim pa, da bodo opravili dobro delo. Nekateri med njimi imajo celo posebne programske aplikacije za obvladovanje kriz, ki so bile prvotno razvite za vremenske izredne razmere, vendar so povsem uporabne tudi v primeru nafte, vojne in vseh drugih elementov. V redu. Zdaj bi rada pogledala širšo sliko svetovnega gospodarskega položaja, ne le letalskih prevozov. Katere so nekatere druge panoge, ki jih je trenutni konflikt najbolj prizadel, oziroma na katera področja bi morali biti potrošniki pozorni?
No, mislim, panoge, ki potrebujejo veliko energije, ena takšnih novih panog je industrija umetne inteligence, kjer uporabljajo ogromne računalniške farme, ki izvajajo vse procese za velike jezikovne modele. Torej, govorimo o ogromnih računalniških farmah, ki porabijo veliko energije. Energija je zelo draga in jo je v zadnjem času težje dobiti. Če govorimo o logistiki, je bilo veliko tega, kar imamo trenutno oblečeno, proizvedeno na Daljnem vzhodu. In posledično je dobavna veriga za te izdelke, kot so oblačila, elektronika, avtomobili in drugo, omejena, kot smo to izkusili med pandemijo COVID. In rezultat je, da so vse te dobavne verige motene, kar pomeni, da obstajajo ogromne zaloge, ki jih bo treba poslati kasneje. Zato prihaja do pomanjkanja in tako naprej. Tako je to priložnost za tistega, ki ima zalogo in lahko to izkoristi. To je grožnja za tiste, ki so ostali brez izdelkov. Tako, so to glavne industrije, ki jih bo to prizadelo. V redu. No, rada bi se ti zahvalila, Aleks, da si se nam pridružil z veseljem. Mislim, da vsi držimo pesti, da bo kmalu jasno, ali si bomo lahko privoščili naslednje počitnice. Zaslužimo si jih.